Moje ime je Sebastian Pregl. Sem pisatelj, avtor zgodb s konca kamene dobe. Zgodbe se dogajajo pred približno 5200 leti na področju današnjega Ljubljanskega barja, ki ga je v tistih časih prekrivalo jezero. Danes sem prišel prav sem, ura je 7 zjutraj, da vam pokažem, kje so nastale zgodbe o dečku Brinu in deklici Črni. Ko sem začel pisati zgodbe s konca kamene dobe, sem imel v mislih predvsem fante, ki ne berejo tako radi, in pa punce, ki jim zgodbice o princeskah in mavričnih enorogih niso dovolj, čeprav tudi z mavričnimi enorogi ni nič narobe. Nahajam se na Podpeškem jezeru, imenuje se tudi Krimsko jezero, domačini pa mu najpogosteje rečejo jezero. Zdaj sem se premaknil nekoliko bolj v notranjost, da vam povem eno zanimivost. Na eni izmed takšnih njiv, v bližini Vrhnike, so arheologi našli najstarejše leseno kolo na svetu. Kolo je staro 5200 let. In to je bila tudi ena izmed tistih stvari, zaradi katerih sem se lotil pisanja dečka Brina in zgodb s konca kamene dobe. Namreč hotel sem osvetliti življenje naših davnih prednikov in povedati nekaj več o njih. Brin je bil prepričan, da obstajajo tudi drugačni odgovori od očetovih. Dobro se je spomnil tujca, ki se je ustavil na kolišču, preden se je začela zima. Moški je veliko povedal. 3 večere, ko je bil pri njih, so sedeli pri ognjišču in ga poslušali. Bili so tiho, kot bi govoril ded volk. Brin si je mislil, da lahko odgovore dobi od njega, ko se bo naslednjič zglasil. Ali pa jih poišče sam. Zato z vprašanji ni nadlegoval očeta.